Dilema z vagonom je klasični miselni eksperiment o kompleksni človeški etiki. Standardni problem z vagonom predpostavlja, da je 5 ljudi privezanih na tirih, ki ne morejo pobegniti, vagon pa se jim približuje in jih bo vse povozil. Ti pa stojiš ob ročici, ki lahko preusmeri vagon na drugo tirnico in s tem rešiš vseh teh 5 ljudi. A tu je zdaj dilema. Na drugi tirnici je ena oseba prav tako privezana na tire, tako da bi z rešitvijo teh 5 ljudi namesto tega umrla le ena oseba. Kaj bi naredil? Reakcija večine ljudi bi bila, da bi potegnili ročico in s tem rešili večje število ljudi. Problem pa postane kompleksnejši, ko izvemo, da na drugi tirnici ni le nek neznanec, ampak naš bližnji sorodnik. Ljudje naenkrat niso več pripravljeni rešiti 5 neznancev, če bi zato umrl njihov sorodnik. To je resnična etična dilema. No, imam nov zaplet v tej dilemi z vagonom. Predstavljajte si, da je na prvotni tirnici namesto tistih 5 ljudi cel kup živali. Piščanec, puran, pujsek, krava in tako dalje, ter da se jim vlak hitro približuje in jim s tem grozi, da jih vse povozi. Bi potegnili ročico, da bi jih rešili? Vem, o čem razmišljaš. Kdo je pa na drugi tirnici? No, tu je v bistvu fora. Nihče, nič. Tam ni nobenega človeka, nobene živali, nikjer na drugi tirnici. Vse, kar te sprašujem, je, če bi potegnil ročico in s tem rešil vse te nemočne živali. Tu ne bi bilo nobenih žrtev oziroma nobenih negativnih posledic. Kaj bi naredil? Potegnil bi ročico, kaj ne? In če ti povem, da to ni le neka hipotetična ročica, da je to resnična izbira, ki jo lahko izbereš vsak dan in s tem rešiš vse te resnične, nemočne živali. Potegnitev ročice se imenuje rastlinski oziroma veganski način prehranjevanja. In če se tako prehranjuješ celo leto, s tem rešiš okoli 200 kopenskih in morskih živali. Na ta način ni nobenih žrtev in nobenih žrtvovanj. Gre le za tvojo lastno izbiro. Če pa ne potegneš ročice in se še naprej prehranjuješ vse jedo, s tem prispevaš k nepotrebni smrti številnih nemočnih živali. Premisli. Daj temu videu všeček, če bi v resničnem življenju potegnil ročico, oziroma komentiraj, kaj bi naredil ti v dani situaciji. Izbira je tvoja, ampak vedi, da je izbira resnična. Ali občutiš etično dilemo?